Torej, danes bomo v bistvu si v prvi uri pogledali temo zgodovinska antropologija kot neko posebno historiografsko družboslovno področje. Kasneje bomo tudi pogledali, kako je zgodovinska antropologija sploh nastala kot samostojna veda in disciplina, kdaj se začne pravzaprav porajati historično-antropološka misel. Se bomo pa tekom predavanj pri predmetu zgodovinska antropologija ukvarjali z relacijami področja zgodovinske antropologije, tako do kulturne in socialne antropologije kot tudi zgodovine. Seveda ne bomo mogli na predavanjih mimo predhodnikov, ki so za zgodovinsko antropologijo bili pomembni, znanstveniki, kot so recimo Emil Durkheim, Jack Goody, Erich Skopsbaum, Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss in še mnogo, mnogo drugih. Na predavanjih bomo tudi izpostavili francosko šolo, tako imenovano novo zgodovino, katere predstavniki so recimo zgodovinar Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel. Upam, da vam ta imena niso tuja, da ste tekom predavanj že slišali zanje. Namreč ta tako imenovana nova zgodovina v okviru francoske šole Annales predstavlja neko posebno šolo zgodovinopisja, ki je imela v bistvu izjemno velik vpliv na sam razvoj zgodovinske antropologije. Tekom naših predavanj bo fokus na zgodovinsko-antropološki paradigmi, na njenih metodoloških izhodiščih, na specifičnih metodah raziskovanja, ki jih uporablja zgodovinska antropologija. Ukvarjali se bomo tudi s proizvodnjo antropološko-zgodovinskega znanja, ki je utemeljeno tako na arhivih, zgodovinskih arhivih, kot tudi na etnografiji. To je pa metodologija, ki jo uporablja antropologija. Ukvarjali se bomo tudi z novimi tematikami, ki jih v polje raziskav prinese zgodovinska antropologija. Recimo, ukvarjati se začne z miti, z mentalitetami, z imaginarji vsakdanjega življenja, tudi s telesom, pa z različnimi rituali, kolektivnimi identitetami, tudi kolektivnim spominom. Na seznamu literature, ki se jo bomo potem pogledali v drugem delu, imate tudi avtorja Maršala Salinsa in njegovo knjigo Ekonomika kamene dobe. Zdaj, zakaj je ta avtor za nas pomemben? On je v bistvu pokazal na možnost drugačnega pisanja zgodovine, do katere pride, ko enkrat spremenimo klasična dojemanja dihotomije med naravo in kulturo, med preteklostjo in sedanjostjo, med posameznikom in družbo. Namreč po Salinsu so posamezniki agensi pri oblikovanju zgodovine. Torej, Salins ljudi dojema kot aktivne akterje, ki v bistvu soustvarjajo obdobje in čas, v katerem živijo, in tudi družbo. Salins je pomemben tudi zato, ker v bistvu obravnava odnos med zgodovino in antropologijo in tudi način, kako v bistvu druge kulture razumejo in oblikujejo zgodovino. Tekom predavanj bomo tudi izpostavili nove teoretske pristope k raziskovanju družb in kultur skozi perspektivo zgodovinske antropologije. Tako da, kar naprej. Dober dan. Čakaj. Okay. Zdaj pa bi v bistvu vas naslovila z vprašanjem. In sicer me zanima, kaj vi razumete pod pojmom zgodovinska antropologija. Mi se bomo namreč tekom predavanj ves čas ukvarjali s tem, ne ves čas, ampak precej časa, kaj v bistvu je zgodovinska antropologija, v čem je drugačna od drugih ved, znanosti. Pa me v bistvu zanima, ne pričakujem, da mi boste podali neko definicijo, ampak me bolj zanima, kakšna asociacija vam poraja ime zgodovinska antropologija oziroma pojem.
Sinonim česa je to za vas, oziroma kaj si predstavljate pod to skovanko, ko jo vidite, ko jo slišite? Kar pogumno, nobena asociacija ni napačna. Jaz se razumem kot neko zvrst, ki preučuje torej družbo, človek kot posameznika, zdaj pa če raziskuje družbo, pa raziskuje zdaj vse temelje vsakdanje življenja v družbo, v družin, do nekih odnosov na delu. Spravi, fokus je posameznik, družba. Se vam zdi, da je fokus bolj na mikroravni človeka ali na tej večji makroravni družbenih struktur? Bolj na mikroravni. Zakaj? Ker, če se ne motim, je to prav študija človeštva, torej prav, kot je že Klemen rekel, preučuje samega posameznika, torej po moje dokaj detaljno. Super. Bi še kaj dodali? Bi še kdo kaj se opogumil? Ja, vsekakor se strinjam z vsem, kar sta kolega in kolegica povedala. Zgodovinska antropologija je vse to in še, bi rekli, mnogo več. Zgodovinska antropologija je študij človeka in njegove kulture skozi zgodovino. Gre v bistvu za vedo z izjemno širokim področjem raziskovanja, tematik. Zgodovinske antropologije ne zanima človek kot nek, bi rekli, metafizični pojav, ampak zgodovinsko antropologijo zanima njegova konkretna pojavnost. Torej, ne človek na splošno, ampak v bistvu vsakokraten konkreten zgodovinski obstoj določenega človeka. Ne, če si zamislimo, zgodovina je v bistvu sestavljena, lahko rečemo, iz nekih neštetih usod ljudi, ki nam odpirajo vedno nove poglede na znanje, ki ga pridobivamo na to disciplino. In na nek način je cilj zgodovinske antropologije nekakšna rekonstrukcija vsakokratne človekove podobe, pojavnosti in tudi konkretnih eksistenčnih pogojev, s katerimi se človek srečuje v vsakdanjem življenju. Brez dvoma se zgodovinska antropologija ukvarja z časa trajajočimi razmerji v zgodovini in ob srečevanju antropologije z zgodovinopisjem si v bistvu lahko upravičeno zastavimo vprašanje, ali je pravzaprav mogoče kakršenkoli del ali pojav družbenega življenja v zvezi izvzeti z zakonom zgodovinskega razvoja. Ga je mogoče proučevati ločeno od družbeno-zgodovinskega razvojnega procesa v njegovi celoti. Zgodovinska antropologija aplicira metodologijo in cilje socialne in kulturne antropologije v raziskovanje zgodovinskih družb. Pri tem uporablja tudi metodo opazovanja z udeležbo. To je ena, bi rekli, osnovna metoda v antropologiji, etnografiji, ki pa ni edina. In za to metodo opazovanja z udeležbo je, kot vam že ime te metode pove, značilno, da gre raziskovalka, raziskovalec, bi rekli, za dlje časa živeti v tisto družbo, ki jo proučuje. On v bistvu živi in dela z ljudmi, ki jih proučuje v tisti družbi. Na ta način v bistvu spozna in lahko dostopa v življenjski svet teh ljudi na drugačen način. Lahko prodre globje in v bistvu vidi tisti del družbenega življenja, ki večini ostalim raziskovalcem ostane skrit. Na ta način seveda bolje razume družbeno skupino, kako funkcionira, bolje razume odnose med posamezniki, bolje razume logiko razmišljanja, mentaliteto ljudi in življenja v tej družbi nasploh.
Seveda pa se pojavi problem, ker pogosto, če se ukvarjamo s kakšno zgodovinsko temo, mi nimamo dejansko možnosti izvajati metodo opazovanja z udeležbo, ker moramo stvari gledati skozi vire, zgodovinske vire. Namreč, če se vi ukvarjate recimo z neko virsko ločino oziroma sekto v 12. stoletju, a vi lahko greste tja in jo neposredno opazujete, živite z njimi. Težko, ne, glede na to, da gre za 12. stoletje. Torej vam v tem primeru ostanejo bolj ali manj zgodovinski viri, iz katerih lahko črpate. Ne? In je ta neposredna izkušnja, se je potrebno odreči. Zdaj, za razliko od etnologa, antropologa, dela zgodovinar na tem, kar se je dejansko zgodilo in po svoji definiciji ni ponovljivo. Lahko si zastavimo vprašanje in večkrat si ga tudi bomo, v čem je pravzaprav zgodovinska antropologija posebna, v čem se zgodovinska antropologija razlikuje od ostalih ved. Pri njej gre za proučevanje ljudi na določenem času, v določenem prostoru. In zgodovinska antropologija skuša pojasniti proizvodnjo ljudi, prostora in časa. Seveda je zgodovinska antropologija samostojna veda, vendar po drugi strani kulturni in socialni antropologiji ne moremo odrekati pogleda v preteklost pri raziskovanju in niti zgodovinarjem, ki se ukvarjajo z zgodovino v preteklosti. Pogosto je zgodovinska antropologija sinonim za raziskovanje zgodovine mentalitet, kulturne zgodovine, etnozgodovine, tudi mikrozgodovine. Zgodovinska antropologija je pogosto tudi sinonim za tako imenovano zgodovino od spodaj oziroma history from below in zgodovino vsakdanjega življenja. Zdaj, če se malo ustavimo pri proučevanju zgodovine mentalitet, se lahko tukaj naslonimo na raziskovanje zgodovinarja Marka Blocha, ki je v bistvu opisoval religiozno mentaliteto srednjega veka in on je v njej prepoznal mnoštvo nekih verovanj, religioznih praks, ki so v bistvu temeljile na mitologijah. In na ta način se je Mark Bloch kot zgodovinar približal etnologu in antropologu. Namreč etnologi so bili tisti, ki so svoje raziskave utemeljili na proučevanju obredov, ceremonialnih praks, ritualov. Etnologi so bili tisti, ki so jih zanimale raziskave o verovanju ljudi in ki so potem na podlagi tega, kar so izvedeli, izdelali nekakšen sistem vrednot v družbi. Ne? In če so recimo temu pod narekovaji stare zgodovinarje, tiste pred Markom Blochom zanimali svetniki skozi neka različna zgodovinska obdobja, so te novejše zgodovinarje začeli zanimati svetost, torej kaj v bistvu svetost sploh pomeni, psihologija lahkovernežev, različne religiozne mentalitete. Ne? Skratka, ti novi zgodovinarji so vpeljali bolj antropološke, etnološke teme v zgodovinsko raziskovanje. Zdaj, če si pogledamo nekaj zgodovinskih virov, iz katerih pogosto črpajo tako zgodovinarji kot tudi zgodovinski antropologi, lahko rečemo, da so to najpogosteje kakšne kronike, pogodbe, matične knjige, ki ti kot raziskovalcu dajo možnost vpogleda v ime, priimek posameznega človeka, pa tudi dobiš nekakšen vpogled v njegovo gospodinjstvo, pa tudi dnevniki, pisma, potopisi, tudi statistični viri, ampak bolj ali manj tisti, ki so pričali o življenju, vsakdanjem življenju ljudi in ki so zajemali njegovo celoto. Kulturni zgodovinarji v preteklosti niso proučevali določenih subjektov raziskav, kot je recimo magija, rituali, niso se ukvarjali z vprašanji hrane, prehranjevanja ljudi,
niso se ukvarjali z različnimi iniciacijami, ki potekajo v družbi, niso se ukvarjali recimo z pregovori, z ustno folkloro, niso se ukvarjali z sistemi obdarovanja, ki obstajajo v družbi. In to ne le zato, ker so jih ekskluzivno zanimale zgolj pisne kulture, ampak ker so v bistvu vse neverbalne oblike razumeli kot nekakšne arhaične prežitke, ki niso bile vredne resnih obravnav. Skratka, zanje so bile te ravno naštete tematike preveč trivialne, preveč vsakdanje za to, da bi si pravzaprav zaslužile neko raziskovalno pozornost. No, zgodovinar Peter Burke je zapisal, da zgodovinska antropologija, za razliko od socialne zgodovine, ima fokus na kvalitativnih podatkih, namesto na kvantitativnih. Fokusira se na manjše skupnosti in fokusira se na simbolne aspekte kulture. No, že uvodoma sem omenila znanstveno revijo Annales in tudi šolo, mimo katere ne bomo mogli. Ta revija je začela izhajati leta 1929 v Franciji. Uredila sta jo Lucien Febvre in Marc Bloch. In še danes v bistvu predstavlja eno, bi lahko rekli, najpomembnejšo francosko publikacijo, ki je imela močan vpliv na raziskave zgodovinske antropologije. Zdaj morate se zavedati, da v tistem času zapiski, ki so se pojavili v reviji Annales, predstavljajo bolj ali manj odkrito fronto proti takratnemu zgodovinskemu cehu, proti takratnim že uveljavljenim paradigmam v zgodovini, proti takratnim že uveljavljenim raziskovalcem. Zdaj ti avtorji, novi zgodovinarji so našli nekakšno zavezništvo v sociologiji Emila Durkheima. Začeli so podajati izsledke družbene geografije, tudi psihologije, naslonili so se na sociologijo in seveda tudi na zgodovino. Zgodovinar Fernand Braudel je recimo zapisal in ugotovil, da v zbirki materialnega življenja manjkajo ljudje. Lucien Febvre je ugotovil, da zgodovinopisje, ki vključuje materialno in duhovno kulturo, pravzaprav mora posredovati polnost življenjskih svetov ljudi. No, in že prej omenjeni Marc Bloch je v bistvu ugotovil, da oblike verovanj so nekakšni skupni rezultat človeške zavesti in tudi posledica vpliva materialnega okolja. Sicer se je Bloch ukvarjal z konceptom svobode, z zgodovino fevdalnih družb, poleg religioznih mentalitet. Skratka, iz vseh teh treh izjav, treh zgodovinarjev vidimo, da so stremeli k temu, da bi zgodovina začela vse bolj postajati veda o ljudeh. Ta znanstvena revija Annales je pospešila razvoj novega pogleda na zgodovino in tudi imela močan vpliv na to, da se je vzpostavilo gibanje, tako imenovana nova zgodovina. Annalovska šola je skušala svojo paradigmo zajeti totalnost zgodovine. V Franciji so temu rekli histoire totale. Torej, zgodovina neke dobe je zgodovina totalne družbe. V kakšnem smislu totalne? V smislu popolne, se pravi, skušali so zajeti, v polnosti zajeti in raziskati neko družbo in kulturo, ki so jo proučevali, vse njeni polnosti. Tako da zgodovinska antropologija brez dvoma temelji na šoli Annales, povezana pa tudi z dediščino zgodovinarjev, kot so že prej našteti, recimo Fernand Braudel, Marc Bloch, pa tudi z Jacquesom Le Goffom, Emmanuelom Leroy-Laudriem, Pierrom Norajem, skratka, mnogo je bilo teh zgodovinarjev. Nekako od
bi rekli, 2. svetovne vojne dalje so se pojavljale vedno nove raziskave, ki so vodile do vse bolj prefinjenega razvoja zgodovinske antropologije kot discipline. In zgodovinska antropologija je vse bolj začela zanimati tudi ameriške in angleške zgodovinarje, in to na načine, na katere jih šola Annales ni. Ključne figure iz tega anglosaksonskega sveta so recimo Peter Burke pa Marshall Salins. Njegovo knjigo, kot že rečeno, boste imeli na seznamu in jo boste prebrali. Pa Eric Wolf, recimo, tudi njegova knjiga Evropa in ljudstva brez zgodovine je na našem seznamu literature. Pa Jane Schneider, William Roseberry, precej jih je. Zgodovinska antropologija je pogosto opredeljena kot oblika proizvodnje znanja, ki temelji na izmenjavi metod in teorij med zgodovino in med antropologijo. In odpiranje ene in druge discipline je tisto, ki v bistvu omogoča sodelovanje in prehode. Zgodovinska antropologija je razumljena kot način disciplinarne izmenjave zaradi samega tipa raziskovanja. Če povemo nekako bolj preprosto, bi lahko rekli, da so se zgodovinarji naučili besedišča antropologije, antropologi pa so uvrstili zgodovino v svoj program. Zdaj, čeprav ne moremo zanikati epistemološke konvergentnosti med zgodovino in antropologijo, pa konvergentnost, torej tukaj imamo v mislih konvergentnost v smislu zmanjševanja razlik, ne reducira specifičnosti obeh disciplin. Namreč še vedno vsaka izmed njih ohranja svoja pravila, svoje teorije in teoretske reference, ki se zgolj le deloma ujemajo. No, tukaj vam bom prebrala citat Bernarda Kohna, ki je v bistvu izjavil: relativno preprosto je predlagati in raziskovati zadeve, ki so skupne interese zgodovine in antropologije. Precej težje je razumeti skupen epistemološki prostor, ki ga lahko imenujemo zgodovinska antropologija. Tukaj vidimo, da avtor v bistvu namiguje na ključno razliko zaznavanja meja interdisciplinarnosti in koncepcijo proizvodnje znanja, ki poteka skozi izmenjavo in izposojo. In v tem citatu je tudi zaznati nekakšno podvprašanje, kako pravzaprav sploh lahko prepoznamo zgodovinsko antropologijo kot nekaj drugega, kot le način strukturiranja disciplinarne izmenjave. In to je v bistvu vprašanje, ki ga bomo imeli tekom predavanj ves čas v mislih. Zdaj mogoče se še nakratko dotaknemo tematik, ki jih je zgodovinska antropologija proučevala. Precej se je ukvarjala z temami, kot so rojstvo, smrt, poroka, torej s temi nekakšnimi, bi rekli, pomembnimi mejniki v življenju nekega človeka. Zgodovinska antropologija je v polje zgodovine prenesla raziskave o družini, o življenjskem ciklu, tudi študijo spolov, namreč zgodovina je bila in še vedno je v mnogih aspektih napisana evropocentrično in kot neka moška stvar. Moramo se zavedati, da so bili pisci zgodovine večinoma moški, ki seveda niso opisovali ženskega sveta, prvič zato, ker jih to ni zanimalo, drugič pa zato, ker enostavno o tem niso mogli pisati, ker niso imeli vpogleda v to. Zgodovinska antropologija prinese v polje raziskav zgodovine tudi teme, kot so recimo revni, pri čemer se je zgodovina že ukvarjala z revnimi, največ z berači, ki so bili večinoma opisani kot čudaki.
Zgodovinska antropologija prinese v polje raziskovanj zgodovine tudi teme, kot so vsakdanja beda, lakota ljudi, teme, kot so otroci in otroštvo, odraščanje. Skratka, te tematike vsakdanjega življenja. Antropologija in etnologija pa je v bistvu v zgodovino, v polje raziskav zgodovine prinesla tematiko tako imenovanih pod narekovaji drugih, kot so recimo Romi, pa tudi tematiko morale, namreč katoliška morala srednjega veka se precej razlikuje od katoliške morale v razsvetljenstvu. Zgodovinska antropologija se tudi začne ukvarjati z vprašanji čustev, kot je recimo strah, jeza, sovraštvo, ljubezen. Ukvarjati se začne z bontonom, torej tem, kaj je primerno, neprimerno vedenje v družbi. In pa tudi, bi rekli, nekako z bolj deviantnimi temami, kot so alkoholizem, prostitucija, tudi norost. Zdaj, seveda je nekako težko zamejiti, kam pravzaprav segajo korenine historične antropologije. Če pomislimo, da je že v bistvu eden izmed prvih zgodovinarjev Herodot, ko je pisal o vojni med Perzijci in grškimi polisi, tudi opisoval običaje in navade drugih tujih ljudstev in njihove rituale. S čimer je v bistvu v zgodovinopisje prinesel etnološke, antropološke teme. No, tam nekje v 17. in 18. stoletju so se precej ukvarjali z zgodovino šeg, navad, ritualov, tudi zgodovino osebnosti, inštitucij. Vse to je bil takrat pomemben del zgodovine. V 50. in 60. letih 20. stoletja so bila v bistvu ključna desetletja, ki so odprla nove možnosti za razvoj zgodovinske antropologije. Predtem so obstajale debate predvsem o medsebojni artikulaciji zgodovine in antropologije, ki so bile osredotočene predvsem na opuščanje evolucionizma, preizpraševanje difuzionizma ali zavrnitev funkcionalizma. Antropologija se je vse bolj navezovala na zgodovino v njeni uporabi tehnike rekonstrukcije. Ukvarjala se je s tem, kako v bistvu uspešno in zadovoljivo prikazati podobo prvobitnih družb v raziskavah kolonializma v tem času. Torej, tam nekje po drugi svetovni vojni je zgodovinska antropologija kot veda in kot disciplina doživela pomembne spremembe. Takrat se v bistvu pojavijo novi cilji, novi univerzitetni programi po svetu, vedno več je bilo tudi novih raziskovalcev in raziskovalk. Zdaj, če recimo kot zanimivost povem, v Združenih državah Amerike so raziskave zgodovinske antropologije v precejšnji meri potekale pod sponzorstvom ameriške vlade. In takrat so raziskovalci začeli inovativne projekte na temelju interdisciplinarnih sodelovanj. Recimo, zelo znana antropologinja Margaret Mead je razvila tako imenovani pristop culture at a distance, se pravi proizvodnja kulture na razdalji. Ko so v bistvu proučevali japonsko, židovsko, rusko, kitajsko kulturo in ker so bile v nekem smislu te kulture nedostopne, jih niso raziskovali osebno, ampak na razdalji. Zdaj morate se zavedati, da če vlada sponzorira raziskave, da ima običajno nek motiv, nek cilj in seveda interes, da to počne. In v tem času je v bistvu ameriška vlada želela uporabiti raziskave, ki so jih opravljali zgodovinski antropologi pri oblikovanju svojih takratnih politik in odločitev.
Namreč ne smemo pozabiti, to je obdobje hladne vojne, ko se je Amerika precej bala groženj Kitajske in Sovjetske zveze. Tako da je v bistvu vlada potrebovala opis in oris nacionalnega karakterja teh ljudi za strateške namene. Pričakovala je, da bodo znanstveniki razvili teorijo konstitutivnega odnosa Sovjetov, Kitajcev in Židov, ki so živeli v Združenih državah Amerike. Skratka, vlado so najbolj skrbeli ne ameriški Židje, Kitajci in Sovjeti, ki pa so bili pod vplivom židovskega, sovjetskega, kitajskega nacionalizma v Ameriki. Ob koncu kolonialnega sistema postanejo objekti raziskav zgodovinske antropologije predvsem bivše države imperijev, ki so takrat postale, nekako bi rekli, dovzetne za modernost, transformacijo, napredek. Tako, zdaj, kako je bilo s pojavom zgodovinske antropologije v povojni Evropi? Tam nekje od 50 let dalje je bil fokus diskusij zgodovinske antropologije predvsem na vprašanjih etnografije in arhivov, ker sta oba nekako služila kot portala, ki sta omogočala dostop do resničnosti, s katerimi sta se ukvarjali tako zgodovina kot tudi antropologija. Skušali so razumeti, kako lahko antropologija in zgodovina uporabita tehniko druga druge, pri čemer so izhajali iz predpostavke, da sta tako zgodovina kot tudi antropologija že posamezni celoti in dovršeni vsaka zase. Pa bomo zdaj si pogledali še 3 tipe zgodovinske antropologije, potem pa predlagam, da naredimo pauzo, tako da vas še malo zmotiviram, da še dobim malo vaše pozornosti. Torej, če izpostavim 3 tipe zgodovinske antropologije, eden izmed njih je tako imenovana etnozgodovina, v angleščini ethnohistory. Ta uporablja zgodovinske dokumente in vire za pisanje o preteklosti družb manjšega obsega. Definicija zgodovinske antropologije kot tudi etnozgodovine je kombinacija metod in teorij veljavnih v zgodovini in antropologiji s fokusom na zgodovini ali zgodovinopisu neke etnične skupine. Leta 1909 se je Clark Whistler v Ameriki zavzemal za združevanje etnohistoričnega z arheološkimi dokazi, ker je želel rekonstruirati predzgodovinske kulture. Pri čemer je etno zanj pomenilo etnično skupino, kot je bilo na primer pleme ameriških indijancev. Pomemben mejnik predstavlja letnica 1955, ker se takrat vzpostavi revija Ethnohistory, ki daje fokus na dokumentarno zgodovino kulture in na domorodce. In glede na to, da gre za ameriško revijo, ko govorimo o domorodcih, imamo v mislih ameriške indijance. V tej reviji je bil poudarek na virih, kot so zgodovinski dokumenti. Namreč takrat je med zgodovinarji bil prisoten zelo nenaklonjen odnos do zgodovinskih ustnih tradicij. Imeli so pomislek, ki je bil, da ustne tradicije preprosto ne morejo biti zgodovina. In če bi jih vprašali, zakaj, bi vam odgovorili, zato, ker jih ne moremo imeti za resnične. Torej, resnični so lahko samo zgodovinski dokumenti, stvari, ki so zapisane, ki jih najdemo v arhivih,
ta tako imenovana ustna zgodovina, folklora in vse ostalo, miti, legende, pripovedke, to pa ni resnično, zato ker ni zapisano. No, drugi tip zgodovinske antropologije je historična etnografija, v angleščini historical ethnography. Tukaj gre pa v bistvu za nekakšno sinhrono rekonstrukcijo kulture in družbe v nekem preteklem času. Specifična zgodovina je diahrona historična raziskava neke družbe ali etnične skupine, napisana od najzgodnejših do najbolj nedavnih trenutkov v času, torej poteka navzdol. Konceptualiziranje specifične zgodovine navzdol je narativna zgodovina dogodkov v preteklosti nekega plemena ali neke etnične skupine. Ne, to je bil fokus historične etnografije. No, zadnji tip zgodovinske antropologije pa bi bila tako imenovana ljudska zgodovina, torej folk history. Namreč po letu 1980 se je pojavilo zanimanje za ljudsko zgodovino, ker so želeli razumeti zgodovinsko misel domorodcev. Skušali so razumeti kulturno specifične načine knowinga oziroma vedenja oziroma tvorjenja zgodovine, da bi lahko ujeli nekakšen avtentičen glas domorodcev v kolonialnih tekstih. V 80-ih letih so se zanimali za analizo družbenih in kulturnih procesov, ki so povezovali družbe v nekakšno medsebojno povezano svetovno zgodovinsko ali svetovno sistemsko ekonomijo. O tem je recimo pisal že prej omenjeni Eric Wolf v knjigi Evropa in ljudstva brez zgodovine. Ti procesi so se razkrivali z ekologijo, z demografijo, z različnimi svetovnimi sistemi, s kolonializmom, politično ekonomijo in tudi z različnimi načini družbene proizvodnje. Vse bolj je prihajalo v ospredje to, da so raziskovalci dajali poudarek na aktivno delovanje nekega posameznika, sploh ko govorimo o raziskavah kolonializma. Torej, v posamezniku so videli nekoga, ki se je tudi lahko aktivno zoperstavil takšnemu sistemu vladavine, ali vsaj nekoga, ki je po svoje interpretiral to politiko, ta sistem vladanja, in ukvarjali so se s tem, kako so pravzaprav posamezniki na vsakdanji življenjski ravni premagovali te večje sisteme moči, kot je bil kolonializem. Tukaj je prišlo do pomembnega obrata v paradigmi. Namreč ti zgodovinski antropologi niso pisali o zgodovinskem vplivu Zahoda na nezahod oziroma na nezahodne družbe in kulture, ampak so dejansko začeli pisati o zgodovini nezahoda, nezahodnih družb. Seveda je bila tekom let zgodovinska antropologija kot disciplina mnogokrat tudi kritizirana. Tukaj ne bomo šli v neke podrobnosti, mogoče kasneje, ampak omenila bi mogoče to, da so njene raziskave, da je bilo njenim raziskavam očitano, da predstavljajo nekako družbe zgolj na parcialen, delen način, torej nezadostno, da ustvarjajo raziskave, ki so pristranske in da ustvarjajo raziskave, ki nenamerno služijo dominaciji Evropejcev in Američanov nad nezahodnimi družbami. Tako da mogoče samo še velja omeniti, kje so danes raziskovalci, raziskovalke, ko je govora o zgodovinski antropologiji v smislu prihodnosti, torej kam
v katero smer se odpira zgodovinska antropologija kot disciplina, s kakšnimi vprašanji se, bi rekli, ukvarja. Lahko omenim, da se raziskovalci danes precej ukvarjali z vprašanji, kot je, kako lahko razvijamo nove pristope, da bi raziskovali artikulacije in presečišča historično specifičnih lokalnih praks, ki so procesi svetovnega zgodovinskega reda. In pa seveda ves čas je v ospredju tudi vprašanje, do kakšne stopnje pravzaprav lahko pozicija zgodovinske antropologije znotraj specifičnih institucionalnih okvirov definira možnost za raziskavo in preobrazbo disciplinarnih meja. Tako da bi se vam zahvalila za pozornost, bi vas povabila na 5-minutni odmor.